Ker še podoživljam te občutke, res je bilo to fantastična dirka. Že na prvem svetovnem pokalu v Nemčiji sem dokazala vsem drugim in predvsem pa sama sebi, da spadam trenutno v svetovni vrh. To je bilo zelo pomembno za mojo samozavest, kajti v Nemčiji sem se mogoče počutila še malo zmedeno, ko sem se priključila vodilni trojici v ospredju. Zato sem v Novem mestu pa res vedela, da sem izjemno pripravljena, da spadam med najboljše, zato sem zelo samozavestno šla na tekmo z visokimi cilji. Nisem se prestrašila niti takrat, ko sem povzela pobudo. Pa pač vsaka tekma tako v mountain bikeu je, da se da vse od sebe. Tukaj sem bila najmočnejša. In res mi je uspel, tako kot sem si prej zaželela. In tukaj je res izjemen rezultat. Ja, Tanja nam je že nekajkrat dokazala, da zna zmagati. Kaj pomeni, da zna zmagati v športu, to vedo samo največji šampioni. Tanja je edina iz kolesarske družine, ki ima doma že 2 majici svetovne prvakinje in to ni enostavno. Če pogledam na cesto, recimo gre po njenih poteh lahko samo Matej Mohorič, ki je denimo zmagal v Valkenburgu med mladinci. To ni hec zmagati, to je potrebno imeti tudi v glavi, Tanja. Ja, vsekakor, vse pravim, to je zelo dobro vplivalo na mojo samozavest, ker sem bila že prejšnji teden med najboljšimi, tako da sem bila tudi mentalno pripravljena tukaj na zmago. Ja, vsem tem majicam sem pa zelo ponosna, da sem res dodala še majico vodilne v svetovnem pokalu. Tale me je dejansko še dodatno presenetila. To je bila res pika na i tej dirki. In v nadaljevanju smo slišali, da Tanja Žakelj računa tudi na končno zmago v svetovnem pokalu, oziroma da bo vse naredila, da zmaga v svetovnem pokalu, tako da v tej sezoni ne bomo imeli samo zmagovalke v svetovnem pokalu v alpskem smučanju, ampak očitno tudi v gorskem kolesarstvu. Tanja, izziv je velik. Ja, sej mora biti velik izziv, pa dosežke je treba presegati, tako da zmago sem zdaj dosegla. Naslednji cilji so to, da jo to zmago oziroma res izjemne rezultate v svetovnem pokalu čim večkrat ponovim. Če mi to uspe, vsekakor sem zelo visoko lahko tudi v skupnem seštevku v svetovnem pokalu. Tehnično odpeljano, tudi iz moške konkurence so rekli, to je to, od tega se bomo učili. Ja, tehnično in taktično res vrhunsko. Nisem se dala zmotiti, ker so bile vodilne 3 mogoče zmeri malce pred mano, zato ker sem res imela tistega jokerja, ker sem na tehniki priključila brez kakšnih večjih težav. Osredotočila sem se pa na tisti predzadnji krog, kjer sem še vzpone dala vse od sebe, razbila to trojico spredi in pa nadaljevala v svojem ritmu do konca. In še nekaj me je spomnilo na šampione, ko je Tanja nastopala. Bil sem poleg, ko je Petra Majdič zmagala v Stockholmu ob padcu. Tudi Tanja je padla, pa to ni nič pomagalo drugim. Tanja je tudi ob padcu, kar nekako smo se zbali, ko je padla tam čez krmilo, čez balanco po domače, ampak hitro naprej. Tanja, o čem ste takrat razmišljali, ko ste obstali na tleh? To je bilo malo za publiko, ali? Ja, v redu. Torej, če je bilo za publiko, je v redu. Ja, ne, dejansko res, v vzpone sem dala vse moči od sebe in sem samo pri sebi čutila, da delam napake. No. Roke so se tresle, so bile mehke, ni bilo več tiste svežine in moči tudi v rokah, ne. Tako da pač čez tisti odsek sem imela malce premalo hitrosti in malce premalo zbranosti, pa sem pač letela čez krmilo, ampak se nisem dala zmesti in šla naprej. Ja, tekma do tja, do samega finala najboljših 4 tekmovalcev je potekala čisto po načrtu. Prvi čas kvalifikacij sem postavil, pa pol lahko vozil naprej precej taktično, tako da sem prehranil dovolj moči v finalu. Potem sem se počutil res odlično, praktično vsake vožnje, bolj ko šlo proti koncu, bolj sem se počutil. In
v finalu, potem sem iz štarta lahko začel malo bolj rezervirano, nisem porabil preveč moči, ampak kljub temu bil na drugem mestu v Vinku, začutil priložnost, da sem lahko brez kakega večjega napora prevzel vodstvo, potem pa na tem tehničnem odseku skal sem šel na njega čist brez zavor, tako kot že tudi v prejšnjih vožnjah. Tam pa je zgleda veriga precej zanihala, jo je potegnil med napere in za sabo je potegla menjalnik in tako je bila dirka tam končana. No. Sem le šel sam še peš do cilja in končal na 4. mestu. Ampak konkurenca zdaj dokončno ve, ko bo naslednjič dirka, se borimo samo za drugo mesto, kajti prvo je odmih. Ne, ni tukaj lahko, ne, ker v teh 5 vožnjah mora biti vse gladko, ne, če hočemo zmagati. Ne. Do zdaj praktično je bilo 5 tekem svetovnega pokala, pa svetovno prvenstvo, ne, na 4 od teh sem postal prvi čas v kvalifikaciji, bil 4-krat v finalu, ne, tako kot noben drug tekmovec v svetovnem pokali, ampak zmage pa še kar nimam. Tako da upam, da res, da sem naslednjič na vrsti za to zmago.